ker se to, da greš ti s tem na Eurovizijo, in moraš biti malo zmešan, pravzaprav, ne, za eno tako bolečo osebno zgodbo, mislim. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Hello Basel, this is Maribor calling and tako dalje. We give you 0 points. Zakaj? Ne. Evo, to je Eurovizijska slačilnica, prva epizoda od 4, ki se napovedujejo pri našem Denisu. Danes v vlogi voditelja Miha Dajčman, zato da lahko Denis pove več, nekaj seveda tisti, ki sprašuje, je manj pri besedi, tisti, ki govori pa seveda več ne kot gost. In zraven tudi specialistka za Eurovizijo Tjaša Gajšek. Ja, zdravo. Zdravo. Jaz bom samo probala dopolniti malo tu pa tam Denisa, mislim, da je Denis Ona je taka, specialist. ti si zdaj nova generacija, veš, ker mi itak nimamo pojma, veš, vi poslušate vse te grozne komade, ki so danes veš, novim generacijam všeč, jaz pa sploh ne vem, kaj se ne z njimi počnem, da ti zdaj zastopaš. Novo generacijo. Ti nisi več milenika, ti si že Gen Z? Jaz sem 27. Ja. Tako da Tudi ne jaz. tako zelo nova generacija več, ampak ja, Tudi jaz. med mlajšimi. Torej, v prvi epizodi Miha Dajčman, Denis Bende Živčec in Tjaša Gajšek napovedujemo Eurovizijo. Denis, stalnica si bil Eurovizije, Eurovizija brez tebe sploh ni bila mogoča, letos se to spreminja. Zakaj? To tako zveni, kot da si moram venec dati okrog vrata. Ne, ampak glede na kič, ki ga imamo tudi lahko pa to je zdaj ena druga zgodba. Ne, zdaj tako čisto zares, ne, je malo drugačno leto in sicer jaz letos ne grem na Eurovizijo. In sicer ne zato, ker ne bi smel ali karkoli, ampak ker sem si želel eno leto ne iti na Eurovizijo, kar zdaj zveni sicer zelo čudno, 11 jih zdaj naštemal eno za drugo, bile so tudi zelo nepozabne med njimi, ampak recimo ne, lani, ko sem bil v Malmeju na Euroviziji, moram priznati, da sem se nekje med enim pa drugim protestom, med enim pa drugim škandalom, med kupom komadov, ki mi v bistvu sploh niso bili všeč, sem se pa malo vprašal, Denis, kaj pa ti zdaj še delaš tukaj? Ne? Eurovizija postaja vedno bolj zaprt sistem, a veš, novinarji imamo zmeraj manj dostopa do česarkoli, do sogovornikov in v bistvu si tako malo, ne bom rekel, da si turist, ampak ne, parazitiraš na enem zelo zaprtem sistemu, ki postaja vedno bolj en sistem take šok terapije pravzaprav. Ne? In sem rekel, kaj pa če bi jaz eno leto malce predahnil, da vidim, kak je Eurovizijo doma gledati, tako malo, kaj, ne vem, kako stavnico doma izpolniti, recimo, pa tako, no. In zdaj se ful veselim tega tedna, ki prihaja, no. In hkrati pa si nakopal kar obilo dela, ne? Ker boš v bistvu v naslednjih dneh, torej po vsakem polfinalu in polfinalu snemal Eurovizijsko slačilnico. Ja, veš, kaj jaz sem rekel, zdaj, če pa je to že res tako posebno leto, kaj jaz drugo leto se najbrž da vrnem, moram priznati, ne, zdaj, če kak Dunaj zmaga, ali pa kaj, mislim, Avstrija zmaga, in bo to krasno, ne, mislim, ne lobiram, glasujte, kot želite, seveda, ne, ampak, ko je tako posebno leto, sem rekel, zdaj si bom pa jaz naredil en teden enega svojega partija v svoji roza dnevni sobi in bomo naredili torej, z današnjo 4 posebne eurovizijske slačilnice, ki bodo v bistvu moj mali domači hišni partij eurovizijski. In sicer, zdaj smo sicer sami 3 domači, večerovci na kupu. Ja, se grevamo v zračje. Ja, vsak dan po polfinalnem izboru in po finalnem izboru pa pride en kup estradnic. Ja, in bomo komentirali, in bomo obirali, in bomo modrovali, in bomo rešili svet. Moče bomo še kakšne hurčeke na mizo dali, pa tako. Pa vse je tako novo, letos ni glej še, ful imamo enih novosti, dodano vrednost, ne vem, če vidite, imamo eno muco. Čakaj, lahko pokažem to muco, no? Ja. Prosim, pokaži muco. To je muca, ki sem jo kupil v Sarajevo, posebej, podiram seno, in ta muca ima. Se tudi oglaša. Okay. Je pa iz Sarajeva, torej mogoče Esma. Recimo, ne. Čakaj, dam jo nazaj v gnezdo. Dovolj muce. Najljubši sarajevski eurovizijski komad? Mislim, bosanski recimo. Jaz sem zelo rad te stare komade. Sva bolj sveta mi je zelo všeč iz leta 93, vem, ne spomniš se. Bosna je bila globoko v vojni, takrat in to je pesem, ki je res strnila vso možno bolečino enega naroda. To je Dino Merlin? Ne, ni Dino Merlin, zdaj mislim, da je Fazla. Ne spomnim se, zdaj prav imena, pardon, blamiram se. Dober komad, po mi je bila všeč Rijekom brez imena, pa seveda mi je všeč Lejla od Harija Mataharija. Ki sem jo jaz prej omenil. Ja, zato si jo pripeljal.
Gremo zdaj malo pogledati, kaj se pripravlja za to Eurovizijo. Tjaša, ti še povej, kakšen odnos imaš ti do Eurovizije? Jaz sem sproti z Denisom zmeraj gledam Eurovizijo na svojem domačem kavču, ne, in mi je to v bistvu kar všeč, no. Spomnim se teh domačih kavčov, torej iz hiše svojih staršev, ne, kjer smo vsi začeli gledati Eurovizijo, se mi zdi, zdaj pa se ti kavči malo menjujejo, ne, zdaj pa gledamo Eurovizijo mogoče pri kakšni prijateljici ali pa na svojem kavču v nekem novem stanovanju doma, tako da vedno gledam, no, že od otroštva, in tudi seveda letos bom in se veselim, ampak nikoli me pa ni zares mikalo, da bi šla kot gledalka. Imam rada to obdobje doma, obdobje, da si mogoče že oblečeš tudi pižamo in potem najbolj džadžaš te oprave nastopajočih in si vzameš to pravico. No. Mislim, da je to nek čar tega, da si doma za Eurovizijo. Vse to džadžanje, sojenje, obsojenje, tako po mojem poganja Eurovizijo, ne? Ja. Zadnjih 20 let zagotovo. Veš, pa vse glasba mogoče res poprečju ni bog ve kaj, ampak toliko enih stvari se zgodi na odru, toliko enih stvari, tudi na robe, pa toliko enega slabega okusa lahko vidiš na kupu, ne? A vse je bleščeče, vse so ventilatorji in je dobro. Ti pa privoščim, da doživiš v dvorani, moram priznati, no, kar je. No, mogoče pa drugo leto res, če bo na Dunaju, ne, zdaj že jaz malo lobiram, ampak če. Nas bomo nagnali, ja. To zdaj že kar napovedujem te neke rezultate, ampak dajmo se najprej ustaviti pri prvem polfinalu, ki bo v torek. V torek, v 9. se začne. Slovenskim predstavnikom, Klemnom Slakonjom. Naj tukaj povem, da pač bo vsem jasno, jaz sem velik fan Klemna Slakonje in njegove te show karijere, vseh teh YouTube videov, kar nekaj sem jih priredb, takšnih in drugačnih, kar nekaj jih znam na pamet. Moram pa priznati, da mi ta komad pač ima neko sporočilo, ampak mi pa ni najbolj prirasel k srcu. No. A kar jaz? Ja, ne vem. Lahko pa gremo od najbolj politično korektnega preko pogleda predstavnice kulturnega uredništva, pa ti na koncu. Pa bom jaz mogoče najmanj korekten tokrat. Ja, na koncu. Ja. Te pa ti povej svoje mnenje, Tjaša. Ja, jaz mislim sicer, da ko govorimo o Euroviziji na nastopih, res ne smemo biti nobeni čistuni, ne, in da lahko rečemo marsikaj pa je v redu, ker je to pač Eurovizija. Ampak zdaj, ko si rekel Klemen Slakonja, jaz sem tudi velika fanica Klemna Slakonja. Mislim, da zdaj ga spoznavamo v neki drugi luči, no, kot Klemna. Tudi, ko ga, ne vem, ko da intervjuje pred nastopom, se mi zdi čist drug Klemen kot takrat, ko smo ga gledali bolj v tej show business vlogi. Pesem mi tudi, mislim, jaz sem velika lokal patriotka in na neki točki mi zmeraj pesem, ki jo pošljemo, priraste k srcu in vedno dobim kocine po konci in vedno navijam pred televizijo, ampak mislim, da je mogoče škoda, da ni Klemen malo bolj unovčil vsega tega zaledja, ki ga ima z Eurovizijo, oziroma ne vem, koliko ti fani vejo za vse to, oziroma se mi zdi, da bi lahko vedeli več, oziroma da bi lahko več iztržil iz tega, kakšen poznavalec, tudi sam fan Eurovizije je in podobno. Je pa res, da ko sem pa videla te scene iz vaje in ko sem videla, da pride na oder tudi Mojca, njegova žena, so spet šli te kocine po konci in kar sem se skoraj razjokala, tako da vseeno, jaz verjamem v to našo pesem, se mi zdi, da je fajn za Eurovizijo, ampak in držim pesti, da bo prišla naprej. Stavnice kažejo, da je malo možnosti za finalno uvrstitev. Ja, stavnice trenutno, pa se veš, kaj so stavnice, ne? Ampak stavnice trenutno kažejo na to, da mogoče zgodba še ni povsem prešla do eurovizijskih oboževalcev, poznavalcev, ampak to stavijo pa res poznavalci, ne? Ne glasujejo pa zgolj poznavalci, ne? Torej vsi ti milijoni, ki bodo glasovali, bodo verjetno to skladbo slišali prvič in upam, da se jih bo ta zgodba v prvem izvajanju, ki ga bodo videli, pa res dotaknila, kar pa ne bo lahko. Ne? Se veš, 3 minute imaš samo časa, pa tisto, kar speaker pove zraven. Kar se pa meni... Če gre človek ravno v tistem trenutku do hladilnika. Ne, pa... Ja, se obstajajo komadi, ki jim pravimo toilet break komadi ali fridge break komadi. Upam, da to Slovenija ne bo letos. Ne? No, kar se pa mene in Klemna tiče, to, da pošljemo Klemna Slakonja na Eurovizijo, so bile moje dolgoletne sanje, moram priznati. Nisem si pa v teh sanjah nikoli predstavljal, da bo šel Klemen na Eurovizijo s tako resnim, eksistencialnim, romantičnim komadom in malce sem se ga moral navaditi, moram priznati. Na Emi smo ga slišali in moram priznati, da v tem, kar je bilo na izbiro, mi je bil on pač najboljši poleg July Jones.
In sem potreboval nekaj dni ali tednov, da sem pravzaprav poznam njegovo zgodbo, njuno zgodbo, življenjsko omojčeni bolezni in vse. Potreboval sem nekaj tednov, da sem mu začel verjeti, da ne prodaja zgolj ene tragične življenjske zgodbe v zameno za evrovizijske točke. Ali je to zdaj res nekaj, kar on mora dati iz sebe, ali je to nekaj, kar je res zagrabil, da se mu zdi res primerno za Eurovizijo, ne? Bomo videli. Verjamem mu, mislim, zgodba jo je zagotovo zaznamovala, zabrazgodinila, preoblikovala, najbrž, ne? Ampak, ko ga gledam, še ne vidim Klemna, ki sem ga poznal, vidim Klemna, ki je morda bil skrit za vsem tem, za vsemi put-ini, put-outi in ne vem kaj vse, ne, imenitnimi imitacijami. Ne vem, če bi ga ravno s tem poslal, ampak gledaj, njegova Ema, njegova Eurovizija, njuna zgodba pravzaprav, absolutno jaz zmeraj zelo navijam za Slovenijo. Moje stališče je bilo zmeraj, da s trenutkom, ko prestopim na Eurovizijo, poročam o slovenskem komadu, kar se da pozitivno. Ker kdo pa bo, če ne bomo mi tega počeli na zadnje in ni lahko stati na tistem odru. Nisem nikoli stal na tem odru, ampak stal sem pod njim, pa vem, tudi tam ni lahko stati. Po prvi vaji je Klemen govoril ravno o tem v izjavi za Večer, ki smo jo objavili, da je mislil, da je že to vse perajt, ko prideš na Eurovizijski oder, ker je pač že oddelal kar nekaj oddaj in podobno, ne, da pa ni, da je to kar naporno vse skupaj. Nič v življenju te ne pripravi, po mojem, na Eurovizijski nastop. Še tisti, ki so že nastopili na Euroviziji, je vedno drugače. To je mašinerija, mislim, to je oder za najsodobnejšo tehnologijo, z najdražjimi stroji, lučmi, zvočniki, vsem, kar obstaja. In tudi, ko je dvorana prazna, ker letos dvorane, vse vaje so letos za zaprtimi vrati, brez novinarjev, brez kakršnekoli javnosti, ne? In verjamem, da tudi, ko imaš to prazno dvorano pred sabo, po mojem, malo zmrzneš, ne? No, Klemnu se pa še je zgodilo to, da na prvi vaji, recimo, tehnično stvari niso bile pripravljene, ne? Celo v Švici, a veš, punktli, ne? Natančni Švici. Druga vaja pa mislim, da je šla že bolje, no? Tisto smo pa celo videli par sekund. Ja, z Mojcom. Ja. Dajmo še oba vprašati tebe, Tjaša, kot gledalko, tebe, Denis, kot poročevalca in analitičnega spremljevalca, novinarja. Kaj je bolj še za Eurovizijo, torej ta neka iskrena zgodba, ti zdaj verjameš v to zgodbo, ali pomp, ki bi ga lahko pričakovali od Klemna Slakonje, glede na vse njegove igralsko-pevske talente, kaj bi bilo boljše, pač zdaj se hipotetično pogovarjamo, ampak zakaj bi glasovala vidva? To je pa težko vprašanje. Ja. Mogoče se strinjam, Denis, s tabo, da je res trajalo nekaj časa, da smo začeli verjeti v to, da je to neka njegova zgodba, ki je začutil, da je pač čas, da jo na tak način deli. In mislim, da tudi vse okrog njegovih priprav na Eurovizijo kaže na to, da je mogoče pa Klemen Slakonje malo drugačen človek, kot smo si ga mi predstavljali z vsemi temi imitacijami in vsem tem, kar je počel doslej. Tudi ko sem brala, da si v bistvu želi, da bi lahko mogoče za kak trenutek meditiral, preden gre na oder v torek in podobno, kar je mogoče daleč od tega, kar pričakujemo, da bi ljudje, ki grejo na Eurovizijo, počeli, ker je mogoče na prvi pogled to neki pomp, pa šov, pa na tak način. Tako da mislim, da to je pesem, katero on zagotovo verjame in mogoče pač je to nek moment, ki lahko kaj naredi. Pa tudi, če ne, se mi zdi, da bo on šel pomirjen sam s sabo, oziroma upam saj, da je to pač način, na katerega si je sam želel, da se kdaj preizkusi na Euroviziji. Ampak kaj bi ti prej glasovala kot italijanska glasovalka, pa ne vem, postavi se v kožo nekoga iz drugega konca Evrope in vidiš Klemna Slakonjo, hkrati pa pač čuješ to pesem, si pa videla na YouTubeu njegov posnetek papeža. Pa Putina. Ja, jaz kot italijanska poslušalka, jaz sem vedno fanica Italijanov in njihovih balad, ki pridejo iz Sanrema, tako da jaz imam rada te balade na Euroviziji in imam rada, da me včasih, ko je vsega preveč, se mi zdi, da je ko na odri vsega toliko, da na koncu pač samo zamahnem z roko in si mislim, to je pač samo
vse, kar so se spomnili, so dali na oder. Tako da jaz imam rada to, no. Ta minimalizem in zgodbe. Zato, v Sloveniji smo skromni, ne, ker Slovenija niti dosti ne bi mogla dati na oder dejansko. Nimamo niti toliko denarja za dati gor vodomete. Mi imamo te poceni, veš, efekte, ne vem, lej sir, ugasnemo luč, ne vem, Bojčijo se kamera približa in naredi. Ne, kar je bilo dobro, pa strašno poceni. Se to mi plačamo, ne nazadnje. Ne. Manuela je imela ognjemet, mislim, da celo za sponzorjem. Manuela, če je kakega sponzorja. Red and Blue and Red. Who is blue and red? Ja. Dobro, kaj se tebi zdi, no, dilema? Jaz sicer nisem človek, ki bi ful padal na te smešne komade, na te ful tak show program nastope, ker vse frči in ker je vse butasto, vse tudi letos jih bo zelo veliko, pa to zelo veliko enega seksa bo na odru letos, dvoumnih besedil o milkmanih in ne vem kaj. Avstralec, ne? Ne, nazadnje se je malteška predstavnica se je v originalni verziji svoje pesmi se je drla kant, kar sicer malteščini, bolj da pomeni petje ali pesem, ampak v angleščini vemo, kaj pomeni, ne? In se jo cenzurirali, tako da Eurovizija v resnici ne odrašča prav zelo v tej smeri. Jaz sem rad balade, jaz sem rad lepe močne balade, ne zelo načičkane in ne zelo patetične. Poskušam se priklemno znebiti tega občutka, da mi je malce patetično, ampak to je popolnoma moje subjektivno mnenje in jaz ne glasujem za Slovenijo in če bi kot tujec glasoval za Slovenijo, pravzaprav bi moral počakati, da vidim vse 3 minute nastopa. Oder imamo izjemno lep, ne vem, če ste videla, to lepo zvezdnato, iskrivo nebo, en tak lep minimalizem, ne nazadnje, pa tudi takoga na glavo obrnejo, ta moment ima svojo simboliko, upam, da jo bodo razumeli, ne? Da je to moment, ko se življenje obrne na glavo in potem še pride Mojca. Zdaj, to se ti lahko zdi en tak duopladin moment, lahko pa padeš po tleh od ganjenosti in vsega, ker konec koncev to je njuna skupna izkušnja, skupna zgodba. Vse je že nekaj let nazaj, pa Mojca je zdrava, pa vse je v redu. Ne? Ampak ne nazadnje, to je nekje ostalo in zdaj sta pač naredila en spomenik svoji skupni zmagi. Ali pa bi bila Slovenija zdaj čist moj favorit letos, pa mislim, da ne. Okay. To zdaj zelo vem. Ampak veš kaj, letos me ne morejo vreči za Eurovizije, ne? Zdaj pač te povem. Ne, pa sej mislim še vedno zelo lepo v podporo Klemnu. Slakoni, v vsakem primeru mu želimo vse dobro, ker ga poznamo kot res dobrega pevca, igralca, showmakerja. Performerja. Ja. Pa on je tak, oprosti, vse ve, pa vse Klemen je zmešan. Ne? Na en dober način. In zdaj spoznavamo še eno njegovo drugačno zmešanost. Ker se to, da greš ti s tem na Eurovizijo, in moraš biti malo zmešan, pravzaprav, ne? Zdaj tako bolečo osebno zgodbo, mislim. In sicer mi v tej podobi ranljivega, krhkega, a veš, tipa, ki pleše po Klugovi koreografiji, ne na Euroviziji, ampak sicer, ne? Ja. Kdo si ti? Kdo je on? Jaz sem ga na zadnje gledal v živo, pa sem bil na par njegovih koncertih, na zadnje v živo sem pa ga gledal v operi Tesla. Mislim, tip, ki je bil v operi, sicer so pravili, da je to že malo musical, ampak tip, ki je bil v operi, zdaj na Euroviziji za neko balado in tak se mi zdi, da je človek 100 preobrazb. Ne. In to je ena od... Mogoče ta celo ni preobrazba. Ja, mogoče ne vemo. Mogoče je res odpadlo zdaj marsikaj, no. To je to iskrena, resnična podoba Klemna. Vse v bistvu na koncu je počist vseeno, kateri si. Mi bomo zelo veseli, če nam ta večni finale uspe, ampak mi bi se morali že malo znebiti te miselnosti, zdaj pa gremo v finale in to je dovolj. Klinac ni, oprosti. Glej Hrvate lani, ne. Glej Hrvate lani, pa glej Hrvate letos. Kako so jih pokradli, ne. Hrvate letos so zadnji, ne? Ja. No, in gremo k favoritom. Jaz nisem preposlušal vsega tega, ker pač... Imaš življenje. Ne, pa treba se... Cajt je, treba vzeti, ne? Imaš življenje, sej. Ja. Ne, pa sej, pač, ja. Gremo na favorite. Jaz sem na vstavnicah je prve mesto klasično Švedska, zgodba o savni z harmoniko. Pa ni tako slabo, no.
Mislim, če je lahko na prvem mestu skladba o savni, potem je lahko skladba o bitki za avtoimuno boleznijo, verjetno še višje. Ne? Ampak ni iz Švedske, ne? Ni iz Ta Švedske. zgodba za avtoimuno boleznijo. Ti si fenica Švedov letos? Ne, sploh ne. No. Mislim, načeloma sem kar fenica Švedov, ampak letos pa res ne. No. In se mi zdi, da so na prvem mestu samo zato, ker so pač Švedi in pričakujemo od njih veliko vsako leto. Kdo pa je tvoj favorit? Jaz moram reči, da potem, ko mi je Denis predlagal danes zjutraj, ne grem poslušati Avstrijo, so mi Avstrijci všeč, pa moram reči, da tudi žal, kar se mi je zgodilo že lani, da mi je tudi že lani bila všeč izraelska predstavnica, če grem poslušati samo Vsega je za pesem. glasbeni izbor. Ja, seveda, mi je tudi letos Izrael sicer kot samo glasbena komponenta všeč. Dobro, Ja. kaj pa tebi? Ja, jaz sem večni švedski fan, dolga leta bil, zdaj pa jih imam malo dovolj, moram priznati. Pa bil sem že tolikrat na švedskih Eurovizijah, pa krasne so in vse skupaj, ampak res bilo je dovolj. Pa tudi karkoli Švedska naredi, pa zdaj tudi ni tak super. In ta komad o savni je sicer fajn, tak po enih 6 pirih ti je to super komad, po mojem. Fehtari, švedski fehtari. Švedski, in to tudi so, ne nazadnje, švedski fehtari z malo nekega finskega. Ne, meni je čisto, jaz imam, moja velika bolečina letos je Italija, zato ker, in eden od razlogov, zakaj letos mi ni bilo za iti, jaz ful spremljam Sanremo in tam je zmagal pevec Oli za skladbo Balorda Nostalgija, to je neumna nostalgija in meni je tako mater, res bil tako všeč. A ti je bil Tudi. dober komad, ja, dober komad. Zakaj se je Oli odločil, da ne? Ja, in Oli z najlepšim komadom na svetu se odloči, da on ne gre na Eurovizijo. In kar ga razumem, on ima džazno kariero, trenutno v Italiji, Ne rabi kjer se Eurovizije. pojavi so ulice polne. V bistvu bi to bil en velik rizik, ker stavnice ga pa niso za dobro zagrabljene. Bil je zelo poprečno uvrščen s tem res velikim hitom. Zdaj so poslali drugo uvrščenega, ki meni recimo sploh ni všeč, ni mi ga ne fajn za pogledati, ne za poslušati, nič. Ne. V bistvu mi je pa zdaj, ugotavljam, najbolj všeč komad od San Marina, Gabri Ponte, in to je Tutta l'Italia, kar mislim, San Marino, koliko vem, ni Italija, ampak pojejo Tutta l'Italia. Ne. In hkrati, da je Gabri Ponte. In Gabri Ponte, in to je komad, ki je bil himna letošnjega Sanrema, več med vsemi reklamami, med vsemi breaki je bil ta komad. Teda San Marino je zgolj vzel komad iz Sanrema, ne tekmovali in ga dal tja. Iskreno bi si pa res zelo želel, da če ne zmaga Slovenija, seveda, da bi zmagala Avstrija. Avstrijci so bili izjemno dobri gostitelji na Dunaju leta 2015. Mareja sta nas takrat zastopala, bilo je čudovito leto in Avstrija ima letos dober komad, enega kontratenorista s filipinskimi koreninami, mimo grede imamo je JJ, če bo to prineslo kak slovenski glas ali ne. Zvesto bazo imajo, ne? Zvesto pravijo, da ima JJ zvesto bazo, ja, glasovalcev. To bo ravno takoj po referendumu, zdaj če bo referendum neuspešen ali pa uspešen, da novo. To bo že mimo takrat. Ja, okej. Ne bomo ven rezali, samo vseeno, ignorirajte ta del. Avstrija, Francija mi recimo sploh ni všeč, ker se mi zdi, kot da bi ChatGPT-ju rekel, naredi mi en generični francoski komad, ki je kao wow, in pol dobiš ven ta maman, ta komad. Ne vem, zakaj si toliko tolčejo po tem Hrvatu. Pa se res ni nič posebnega. Zadnje na stavnicah, to je pa res grd padec od lani, ne? Ja, pa Hrvati so načeloma kar dobri, ne? Ja. Oziroma boljši. Pa diasporo imajo, ne, ponavadi se je glasovalo tudi z tega vidika za njih, ne, tako da. Imeli so izjemna leta v 90-ih, bili parkrat četrti in bili veliki favoriti, ne? Zdaj pa mislim, da malce životarijo z nami vred. Hrvati, če so lani bili drugi. Lani so bili drugi, ampak so bila še leta predtem, ko niso bili nikjer, ne? Ja, ni se jim zgodil drugi baby lasagna in se jim tudi po mojem ne bo zgodil drugi baby lasagna, no. Kitaj je pa kopija Nema zdaj bil, ne? Zanimivo, oni grejo samo kopirati, pa bolj. Kot da bi Nema, pa malo z baby lasagno, pa malo z onim kakim fincem odpre, pa tak neki Ja, malo finec. carrier. Sem zjutraj razlagala Denisu, da sem si ga zavrtela danes zjutraj ob zajtrku pred tem podcastom in da se je začel kričati s tem poison cake, kaj mislim, res, meni tudi ne potegne letos ta. Po mojem ima dost možnosti letos tudi finski komad Erika Vikman poje Ich komme. Upam, da ne bo daleč prišla, ker res mi gre na živce, da
vse več glasbenikov ne zna Euroviziji ponuditi nič drugega kot zgolj provokacijo. Če bi v tej luči mogoče rekli še kaj o Estoniji. Ja. Vsi se ukvarjajo z Italijo. Ko sem bil naprej, sem se to CC pel, pa sem tako se spomnil, da oni ravno niso veseli Italijani, ne, za tako Ja, mešano, mat, ne, različno. Mislim, tudi vidiš te napise spodaj, to si bom dal tetovirati, pa sem Italijan, ne. Lahko je ta moto. Lahko je posmeh, lahko je konec koncev poklon italijanski kulturi, meni se zdi simpatično, trapasto, je pa catchy, mislim, nalezljuje res. To pa je, ja. Ti bodo visoko, no? Pa da bi bila Eurovizija spet v Talinu, mislim, da so sestre nekoč harale v Talinu, davnih letih, bolj mojih kot vajinih, no? 2004? Ne, to je bil Istanbul, 2000, jo. Letos imam pauzo, letnice so mi iz glave padle. 2-2, 2-3. Okay. Kako bi se vam zelo, če bi nekdo naredil skladbo, ki se Ukrajinski Slovenijo... klobasi? Ja, nezanimivo. Pa dobro. Ja. Niti ne o krajinski klobasi, ampak o neki drugi pijači, državi, špriceru. pravzaprav, ne? Neka druga država, torej o nas, ne. Ja, ne, čakaj, da bi... To so Estonci. A ja, da bi Da bi Nemci Estonci speli v naredili o špriceru. Italiji. Krajner Wurst. Ne? Samo bi mogli slovenski se raz upravljati, kaj oni... Kranjska klobaza. Ja, kranjska klobaza. To je bilo prekmurski gibanici. Izgovori to v referendu, ja. No, se najbrž ne bo te, ni bojazni, da bi se to uresničilo, najbrž. Da bi zmagali, jaz... Estonci? Jaz Kaj pa greš? Ne, hočem reči, da bi kdo v nas, v Sloveniji, Ja, ne. napisal komad, ja. Kaj misliš, Pa da bi- Estonci najbrž tudi ne bojo Da bi znali. Hrvati, a pa da je moče mi, ne vem, Ja, mi pa bi lahko vkradli komu, kaj ja. da je pesamo mi o eni drugi državi. O ne vem, paelji, naredimo španci. Paelja, pa o fritulah, ali pa veš, šalica. Da bi, ne. Anika Horvat bi lahko pela o neki italijanski zadevi. Orože, ja, reci, o giricah. Ne gre za... Dobro, in čunih. Vredo, dajmo za konec, ker... Pa da je ta že minila, zakaj je to zdaj že minila? Saj še Zato, imaš ker tri moraš dele. biti pripravljen za zadnje 3 dele. Zadnje 3, ker to je bo prvi pa. Dajmo zdaj pobrati stavnice, dajte napovedati prvih 5. Na koncu v To finalu. so vsi, ki sem jih poslušala. Torej 2 napovedi rabimo. Prvih 5, prvo, drugo, tretje, četrto, 5. mesto in ali Slovenija gre v finale ali ne. Tu verjetno si bomo enotni. Zakaj glasujete, Klemen, v finalu ali ne? Jaz glasujem za da. Ja, pravzaprav pa mislim, da Klemen bo v finalu in to me je zdaj, ne zato, ker si ti to rekel, pa ker hočem biti fin, ker mi je čisto eno, pravzaprav, ampak letos. Jaz mislim, da Klemen bo v finalu, pa veš, zakaj zgodilo se je tudi en premik na stavnih lestvicah, polfinalnih stavnih lestvicah, zdaj pa je že torej na onih generalnih je 28, na polfinalnih je pa 11. Torej, malo manjka, ne? In ne pozabimo, videli smo samo 10 sekund nastopa, ne nazadnje, ne? In performer Ja. je dober. Ne, tak da. Jaz Performer mislim, da dober. bo nastop vsekakor krasen, ta scena, ki smo jo že videli, pa ta nek moment Mojce, ki nekaj bo naredil, po mojem, vsaj nekomu, no, ki bo gledal. Tako da jaz tudi glasujem, da bo Klemen v Mimogrede finalu. sta opazila, videla ta neverjetno retro moment, ki ga Slovenija prinaša v Eurovizijo. Mi smo res se lotili teme, ki je na Euroviziji, po mojem, že 15 let nihče ni obdeloval, in to je ljubezen med moškim in žensko. Zelo nenavadno. To je res za eurovizijske razmere ekstremno provokativna tema. Jaz upam, da, Mogoče pa ta premik ravno ne prinese nekaj. upam, da ne bo preveč obsojan ne, slovenske provokacije. Ne. Da ti še napovem iz svojih 5. Ajde. Ja, joj, ok, se pravi, Avstrija je prva, ne? Avstrija je Ki si prva. padla pod vpliv. Ker sem padla pod vplivom, drugače sploh ne Ker bi jaz sem šel na slišala te Dunaj, ne. pesmi. Avstrija, koga sem še poslušala? Joj. Mislim, da Izrael sicer ne bo med prvih 5. Kateri so bili pa lani? So bili drugi, tretji. Ne. Jo. Jaz letos ne delujem. Ne. Moraš iz forme, 5, mislim, da so bili na koncu. No, tam nekje jim damo tudi letos. Ajde, hitro samo naštej države. 5. mesto, Izrael, 1. mesto, si rekla Italija, jaz vseeno mislim Italija. Na kjerem mestu? Na drugem, torej za Avstrijo. Tako hitro. Tako. Jaz zdaj sem pod pritiskom, zdaj Okej. samo mečem države. Švedi, misliš, samo na nebo? Ne, mislim. Švedi bojo 4. Ja. Švedi bo Pa 4, še ki manjka mora biti. 3, kaj še Denis bo Tretje dobro. pa. To tebi prepuščam. Ne vem, kaj sem več gledala.
Ajde, eno državo. Ajde. Tutaj Ja, Italija. tako je, to je. Ok, tako. tutaj Italija. Da bi San Marino uspela. Ja. Jaz bom dal kar San Marino na prvo mesto, ker je že pred parimi leti bilo napovedano, da se bo tam Italo dance, da se bo to v tem desetletju, ki ga zdaj živimo, zelo populariziralo. In mislim, da je to ta pravi trenutek. In prav bizarno bi bilo, če bi to zmagalo. In na drugem mestu, če pravite, da so Avstrijci vrejo, te damo Avstrijce. Si zdaj padel pod naj oba? Dobro, ampak samo tako, da bo Denis, ko bo gledal več na koncu, ko se števajo, da bo žučen ali grem za ena Dunaj, ne, čeprav vse Italija ti je v blizu, tako da to bo vredno. Torej, Avstrija na drugem mestu. Jaz sem Sauno poslušal in dajmo Švede tradicionalno visoko na tretje mesto. Zdaj Francozi si rekel, da imajo ChatGPT. Za moj okus ljudje padajo na to, ko nori. Tako pa damo na četrto mesto, če očitno padajo. In ostane mi še peto, tja pa bom postavil, mogoče bi bil ta gospod iz Avstralije lahko dovolj provokativen. Čeprav, zdaj se bom odločil, ne, ali Avstralec, ali pa Milkshake Man, ali Milkshake Man, ki obožuje Slovenijo, mimo grede. ali pa espresso macchiato, ne. Ne, reč da, ker imam ful rad kavico, bolj kot milkshake, kar pač ta hoče že povedati, ne. Tako da, espresso na peto mesto, torej Estonija. Denis, tvoja napoved? Ja, na prvo mesto dajem Avstrijo. Ne iz moje osebne želje, ampak mislim, da Švedska ne bo dovolj močna, da bi res izpolnila napoved nastavnica. Avstrija, na drugo mesto dajem Estonijo, ki pa po mojem eden večjih šokerjev tega izbora. Na tretje mesto dajem, mislim, da se bo zgodilo, Izrael. Na četrto mesto dajem Švede, ki bodo potem spet tarnali eno leto, ker za njih je četrto mesto zadnje mesto. Kako je to možno? Tako da bi Maribor igral izenačeno s Celjem. Ne, bodo se pobrali spet eno leto. Okay. In na peto mesto dajem Albanijo. Dobro, to vam prej sploh ni povedal. Albanci. To poslušala. Ne, dobro. Albanci, meni je Albanija na Euroviziji zmeraj zelo ljuba, zelo originalna in pristna in neprilagojena eurovizijskemu okusu, kar je super, ker mislim, da je to smer, v katero se moramo obračati v ne-eurovizijske komade, karkoli že so eurovizijski komadi. Ne? Pa še na domačem terenu so skoraj da, ne? Ja, jaz bi šel v Tirano, z vlakom. Aha, ti si že zbiraš. Ne, se zmagali. Mislim, da bo peta Albanija, pa tudi mislim, da imajo neke diaspore, ne nazadnje. Vse to pravi, ne, da bi se nastop vazilo skoraj da njihov domači, ne. Ja, zdaj, če bodo vse pekarne glasovali, ne, grda. A najavimo. Vsi smo rekli, da smo biti preveč čistunski. Ne, pa če pa smo podcast. To je slačilnica, za božjo voljo. Slačilnica je in kar se... Zdaj vam pa še najaviti naslednji teden, ne? A ja, potem izvoli. Ampak jaz hočem, to je seveda Denisov podcast, mi dva smo tukaj mašilo. Ampak ko daješ manj vodi slačilnico, pol veš, da je vedno huda drama, ne? Čakaj, da enega novega rekvizita. In prosim, da si zdaj, ko najavimo naslednji teden, ker podigram spet mikrofone, da se opremita. Hvala lepa za to. Spet tak. Kako to? Torej, jaz vam pa zdaj v bistvu vse skupaj povabil, da nas v Eurovizijskem tednu, ki sicer ne bo moj bazelski, bo pa domač Eurovizijski teden in zelo Eurovizijski, spremljate v najbolj rahlo nerotičnem večerovem podcastu, ki bo tokaj čisto drugačen, sceno imamo malo dopolnjeno. Klepetali bomo, obirali, kramjali, šimfali, napovedovali, analizirali vse, kar bo blazno simpatične sogovornice pridajo. In mislim, da se mi dva Miha potem na nedeljsko jutro, ko bova ravno prav eurovizijsko zabuhla po 2 urah spanja, spet vidiva. Ne vem, zakaj sem pristal za to, ampak dobro. Če ne najdeš koga drugega, ne, ja, seveda. Teden je še dolg. Ja. Seveda, z veseljem bom zamoril še nedeljsko jutro. Odlično. Da preverite, kateri je bil bližje stavnica. Takrat bom pa res rabo 1-2 espresso. A stavimo? Kaj? Če smo že stavili? Ampak mi to imamo istega zmagovalca. Kaj bomo naredili? Imamo istega, ja. Mislim... Če zmaga Avstrija, ga povabiva na, kaj je že, Käse Kreiner v Graz.
če zmaga pa tudi Italija, pa vam jaz ne testenine skuham. Ob Dobro. Gabri Ponteju. To je to. Gabri Ponte, Tudi Italija. Ti bo prišel v Yucatan? Ja, On ni ja bil, tudi ne? spada, pravzaprav. Gigi, ba je bil, ne? Bil na Gigiju. Di, Bil na Gigiju. kaj moramo zaključiti. Ja, dajmo. Okay, to je bila prva evrovizijska slačilnica 2025. Še 3 deli prihajajo, seveda z Denisom Bendetom Živčecem v vlogi voditelja. Pa lepa je bilo Tjašo imeti v slačilnici enkrat. Hvala, z veseljem. Kaj pa? Povem misel zaključena. A ja, povej. Ja, seveda. Se veste, spremljate nas na vseh platformah, ja, ne, Moraš, ja, to je nujno. Apple Podcast, Spotify, YouTube, na večer.com, sem kaj pozabil? Ne, mislim, da bo dovolj. Tukaj. Pofollowajte nas tudi na Facebooku, Pofollowajte Instagramu, nas. TikToku, kjer bomo objavljali inserte evrovizijske slačilnice v Reels obliki vertikalni, ki jo imate tako radi. Tako da, ja. In se veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa pa. Ajde.